Več kot 22.000 ljudi si bo lahko kozarec čiste vode, kot kažejo mikrobiološki rezultati, natočilo šele proti koncu tega tedna. Čeprav vzorci, ki so jih včeraj odvzeli v vodarni Malni, kažejo, da paraziti v vodi niso več prisotni. Bomo pa skladno zakonodajo vzorčenje ponovili jutri in če bo ta analiza tudi negativna, bomo v četrtek izvedli preklic ukrepa prekuhavanja pitne vode. Celoten vodovodni sistem so v teh dneh večkrat razkužili. Trenutno se filtri čistijo, še enkrat se bodo prečistili po dodanem klordioksidu. Smo pa že v petek in soboto izčistili vse usedalnike, filtre in pa rezervoarje čiste vode. Tokratno onesnaženje pa je znova pokazalo, kako pomanjkljiv in zastarel je vodovodni sistem v Malnih. Čeprav so v letu 2012, ko so skoraj 2 meseca prekuhavali vodo, težavo rešili z UV tehnologijo. Vsekakor je ta UV svetilka, ki so jo namestili, zelo pripomogla k boljši kvaliteti vode in zmanjšanju uporabe klora. Trajna rešitev tega vodnega vira, ki je zelo bogat in seveda tudi ta rešitev je smiselna, je ultrafiltracija po enakem vzorcu, kot imamo tukaj v Kopru Rižanski vodovod. Kar bi okvirno zneslo tudi do 2 milijona evrov. Tega denarja pa občini Postojna in Pivka nimata. Spomnimo, Postojna je skupaj z 11 občinami po vsej državi v okviru kohezijske sheme pripravila projekt gradnje novega vodovodnega sistema, a se do danes, že od leta 2008, zaradi nedejavnosti države ni premaknilo čisto nič.